Dober dan iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. V Kočevskem Rogu so se pred Breznom pod Krenom, v katerem leži več tisoč po drugi svetovni vojni usmrčenih slovenskih domobrancev, zbrali svojci pobitih in predstavniki slovenske politike. Letos sta bila od pomembnejših prisotna le Andrej Bajuk in Janez Drobnič. Predsedniški kandidat Lojze Peterle ni prišel, je pa njegovo kandidaturo podprl slavnostni govornik in predsednik Nove slovenske zaveze Anton Drobnič, ki je glede stanja v državi optimističen. Umirjanje družbenih nasprotij in uspešno delovanje nove vlade pa je namesto zadovoljstva vseh vzbudilo strah pri naslednikih nekdanjih totalitarnih oblasti in organizacij. Sedaj pa je vlada odkrila in onemogočila še njihovo zadnjo, najbolj nevarno utrdbo v slovenski obveščevalni agenciji, kjer so delovali ostanki predhodnic varnostno-obveščevalne službe, OZNE in UDV. Gospod Drobnič se je v svojem govoru osredotočil na dva dediča in branitelja komunizma, Janeza Drnovška in Milana Kučana. Zlasti sedanji predsednik republike piše in govori tako svobodno, da se niti sam več ne nadzira. Koliko so njegove besede še sprejemljive in primerne za najvišjega predstavnika slovenske države. Obožuje rastline, obožuje živali, ljudi pa deli po nižji in višji zavesti. Vseh 17 let, odkar se zbiramo na tem kraju, se predsednika nista resno zavzela ne za medvojne žrtve partizanskega nasilja, ki je pripeljalo do samoobrambnega slovenskega odpora in državljanskega spopada, ne za žrtve povojnih pobojev in ne za kaznovanje vojnih zločincev. Tako predsednika kot nekdanji partizani se obnašajo sovražno, v najboljšem primeru pa komedijansko. Lažejo, da so domobranci prisegli Hitlerju in častijo svoje zločinske politične prednike. Njihovo zločinsko preteklost pa hočejo uveljaviti kot predhodnika in temelj samostojne Slovenije. Vsak dan se naučim nekaj novega. Omenil je tudi Boruta Pahorja, v katerem ne vidi ravno politika, ki bi mu bilo vredno zaupati. Razen lepšega obraza in praznih besed še ni pokazal in zlasti ne storil nič takega, kar bi vidno odstopalo od neustavnega razlikovanja, ki sta ga v zvezi z nedavno preteklostjo, z besedo in dejanji, pa zlasti z nedejanji, vzdržala dosedanja predsednika republike. O preteklosti je zavest spregovoril tudi nekdanji predsednik Kučan in pojasnil svoj pogled na dogodke iz leta 1988. Tudi o njegovem govoru v Tacnu, ki naj bi bil po mnenju Janeza Janše nekakšno navodilo za aretacije JBTZ. Takrat je bilo več takšnih sestankov, to je bilo takrat na višku ostrih konfrontacij z vrhom jugoslovanske armade, na višku konfrontacij znotraj vodstva Jugoslovanske zveze komunistov Slovenijo. Ni bilo govora, seveda tam ni bilo govora tudi na nobenih aretacijah, razen o možnosti, da bo prišlo, če se scenarij razplete neugodno, do aretacij slovenskega političnega vodstva, ker to je bilo takrat sporno v Beogradu in ne to, kar se je kasneje potem v Sloveniji začelo dogajati. Janez Janša in Milan Kučan zgodovino pač vidita nekoliko drugače. Pred dnevi se je David Tasić pošalil, da konfrontacije med njim in Kučanom ne bo več, ko bo eden šel z tega sveta.
Tudi Kučan, ki sicer pravi, da konfrontacije sploh ni, je na Tasićevo domislico odgovoril hudomušno. Ta metafora gospoda Tasića upam, da ni napoved česa bolj resnega. O zgodovini govori tudi knjiga o trgovini z orožjem, ki jo je napisal in izdal Matjaž Frangeš. V njej je zbral večinoma že znane dokumente in pričevanja o trgovini z orožjem, ki je potekala v letih 90 do 93 v organizaciji posameznikov na Slovenskem obrambnem in notranjem ministrstvu. Na tiskovni konferenci je knjigo pozdravil tudi predsednik Zveze borcev Janez Stanovnik. Če je bilo nekaj tako težko nezakonitega napravljeno, je treba vedeti, kdo je to delal, da se to ne ponovi. Iz preteklosti v prihodnost komentar o mestu naša Maja Čakarič. Se ni kritično, ampak cev na prhi v naši kopalnici je popustila. Dogodek je pospremila manjša poplava. Tipično. Potem takem je cev treba zamenjati, torej samo v trgovino še skočim. Le da skok ni dovolj. Če stanuješ v mestnem središču ali pa tamle gostuješ, takdaj prešine misel, da si v nezavidljivem položaju. In to zgolj zato, ker je potovanje na obrobje neizbežno, čeprav imajo tam menda vse. Z avtom ne prideš daleč, če ga nimaš. Avtobus je sicer nadvse prijetno prevozno sredstvo, le da ne ob sobotah, ko se ti obeta čakanje godojevskih razsežnosti. Kolesarjenje se rada izkaže za rešitev sili, če ti le ne zataji veriga. Najbližji mehanik zanje pa je pri stari cerkvi v Šiški ali pri bežigrajskem štadionu, če gre verjeti telefonskemu imeniku. Verjamemo pa tudi županom, temu zdaj in onim prej, da jim je mar za svoje volivce. In če jim je, bodo med drugim gotovo poskrbeli tudi za, kot radi pravimo, oživitev mestnega središča. Zakaj jim ne bi verjeli? Se celo v času, ki ni predvolilen, sami izrekajo prepričanje, da bi nam več življenja v življenju prišlo prav. Ne delam si nikakršnih utvar, da si državljani ali meščani zato, ker smo državljani ali meščani zaslužimo posebne privilegije, več spoštovanja, več kulturnih vsebin namesto političnih spletk, boljše sosede, najboljšo kravo, večjo štalco, karkoli, ampak kakšne trgovine z dobrimi starimi šraufi pa res ne bi bilo slabo imeti, pa kakšne pekarne ali mesnice se tudi ne bi branila in knjigarne. Gotovo obstaja kak ukrep, ki bi preprečil, da bi z obličja mestnega središča zbrisalo vse tiste, ki se niso želeli podvreči kapitalu in njegovim mega, super, hiper izpostavam. Morda prijaznejše najemnine. Karkoli. Morda? Ej, v nas. Prosim. Nimaš ti nekih zvez pri županu? Ne samo, da imam veze pri županu, ampak ga držim v šaci. A ga boš kaj bolj za vrat stisnil? Problem je v tem, kam mi ne dviga telefona. Bravo. Kdaj? Jutr. Če ne bo jutr, dan, ko ti bom odprl in se v njo naselil za minuto ali dve. Bo, majki, jo. Dam, daram, daram, dam, daram, daram, dam, daram, daram, dam. Kulturac! Gotovo ste opazili, da okoli vas poteka video revolucija, tudi na festivalu Kino Otok, kjer je v organizaciji Luksus produkcije iz Krškega potekala delavnica Vesela kamera. Največjih je domačih, pa se bo še iz Italije, iz Nemčije, Irske, Francije, Španije. Ja, imam tudi take, ko so prišli po 3 letih, posebej prav zaradi tega, ene iz Francije, pa ene iz Irske. V Ljubljani so nastopili Iron Maiden. Obiskovalci so bili navdušeni, tudi tisti, ki niso uspeli kupiti kart. Ako negdje u okolici obavezno idemo, išli bi u Beograd i bilo kud samo da vidimo. Ne, u Beograd ne, to su Srbi. Kljub, se pravi, moji totovi študenti, službi in tako naprej, pa svoje finance prevzeli alkoholi, cigarete in tako, da v končni fazi mi ni prav ta drugi, da samo stojim in poslušam. Za konec še biovreme. Termodinamična vremenska dogajanja in stanja zaradi planetarne cirkulacije in vpliva orografije bodo statistično značilno vplivala na počutje določenih posameznikov. Hvala lepa za vašo pozornost iz studia 136. Nasvidenje, to so bile Vesti na vesti.